Jo, v tem vlogu polha mojega jamranja. Povsod, ne samo v nogah, še v zgornjem delu. Mi je prehitil en voltovc na gorcu v Klancu. Malo hoje v hribe, neki Evo, tipičen primer, kako Ljubljančana ne spustiti v gore. Lesa, še par vaj. Če vas zanima karkoli, pište, pa bomo pač probali še na to temo, oziroma bom probal na to temo kaj odgovoriti. En je rekel, če lahko naredim počep na eni nogi, tako da nič gremo pa najprej narediti. Upam, da mi rata. Začetek drugega vloga. Kremca čez rit. Oziroma, kaj sem kje. Skratka, brez tega ne vem, kako bi sploh lahko zdaj kolesaril, ker se vidi, da nisem bil navajen v zadnjih letih tako biti na kolesu, oziroma toliko dni zapored. Zdaj pa začetek sezone in je fajn, če tartam, brez da sem cel užuljen. Tako da tudi tega traku za srčen utrip nisem imel, nisem gledal powermetra, nisem praktično nič. Tako da evo, zdaj 4. dan, sem vsak dan na kolesu in danes se sam razpeljava. Na srečo je sonček, grem pa sam zelo na easy se zapeljati. 30 km, dosti je. Včeraj, ko smo šli s Petra po Mercedom, v njih 80 odpeljati, sem šel jaz, ker sem brihten, sem se najedel, v legu za 1 uro, slabo 45 minut, pa se zbudil, pa sem rekel, nič, gremo še v gym. In sem šel še v gym, tako da ja, je bilo kar pestro. Danes sem pa vas trd povsod, ne samo v nogah, še v zgornjem delu, ampak danes sem tudi rekel, da bom šel še v gym. Za vas bom probal neke vaje za mobilnost, ker vem, da to kar dosti ljudi zanima. Upam, da boste uživali, tako da ta video vaje za mobilnost, neki treningov bom probal še kaj vmes posneti, sploh če bom šel še s kom na kolo. Ja, in to je to. Pa začel že mogoče malo v napredku govoriti, no. Se pravi, kje smo, kaj se pričakuje. Itd. Tako da upam, da ste vi tudi dobro zaštartali in gremo. Evo, en izmed najlepših dni za na bajke, smo pa razpeljavico. Sem se kar odločil letos, da kadarkoli bo razpeljava, bom imel tele špeglje gor v vseh različnih barvah. Tako da sonček, jaz pa sam lahko 30 km, pa v gym, pa vaje za mobilnost. Tako da, akcija. Da vidimo, se še znam brez rok voziti. Se znam, that's right. Kjer je rokovica? Evo, ura je okrog 6 zjutraj. Klejam že zajtrk, kavico. Zdaj gremo na hiter v fitness, potrenirati noge. Ne vem, če bom kaj posnel, ker nimam nobenega danes, da snima. Mogoče sam vaje, samo to, da boste videli, kaj je. Pa ob 9 imamo pa že podcast z enim iz Pogi tima. In ja, dobili so nov bike, oziroma tisti, ki so ga hoteli, tisti, ki so ga lahko kupili. Tako da ima nov kolo, bo še to predstavil, tako da nič, akcija, gremo. Sem šel malo hoditi, da vidim, če uganete, kam sem šel hoditi. Tukaj je neki jezero. Tukaj pa je en vzpon, ki vsi kolesarji grejo, če se le da vsaj enkrat na leto en krog narediti. Zapišite v komentarje. Mogoče vas čaka kakšna nagrada iz Zapruda. Evo, jaz sem dobil zdaj kar nekaj
komentarjev od strank, klice, ljudje ustavljate. Tako da sem ful vesel, po večini je vse pozitivno. Tako, če ima kdo kaj negativnega, pa tisti, ki popravljate v komentarjih, sem jaz noro vesel, ker sam iz nekih napak se naučiva, predvsem s Petro, ki ima podcast, da se prej podučiva v temi in šele pol greva govoriti. Tako da zdaj, če je kaj, ki se zmotva, jaz se opravičujem, probam vse popraviti. Kar se tiče pa, evo, za naprej treningov, ugotovil sem, da te kilaže se ne mogu znebiti, če bom še naprej treniral roke, tako da zdaj z kdaj 26. 24. kle nekje februarjem sem nehal in zdaj sam še praktičen kardio pa funkcionalna vadba. Tako da evo, ta vikend smo šli v Kranjsko goro na hiter, tako da ni druge, kakor da grem malo semle gor na Vitrance sprehoditi. Je pa, ne vem, koliko se kaj vidi, malo je meglen, ampak ko se v sonček pokazal, pa pičim jaz dalje. Pa upam, da na naslednjem vaganju bom imel že tam okrog. Rečemo, da vse, kar bo pod nad 92 kg, bom razočaran. Tako da upam, da v naslednjih 14 dneh, evo, da zrežem do tja, ker naslednji teden bo že toliko lep vreme, oziroma kaj to, prvi teden marca bo noro lepo in upam, da naredim tam novih enih, 200-300 km. Tako da nič, vsi, ki ste se lotili z mano, oziroma ki vam je to še neka dodatna motivacija, srečno, pa komentirajte še, če vas karkoli zanima, jaz grem pa dalje gor. Čau. Evo, še malo v kilažah, zdajle, ker sem pač toliko težek, se res orang pozna, takoj, ko je malo klanca tudi pri hoji, ko hiter zadiham. Tako da je tak zelo lep opomnik, da za določene športe ni glih fajn, če te je v zgornjem delu preveč skrb. Tako da, ja, evo, zdaj vam pa še tole pokažem. Skratka, če pa kakšen fotograf, a pa vsi, ki hodite dosti v hribe, ja, po moje tale vzpon tudi zelo lep za kaj pofotkati. Takole pa tamle zadaj, ki gre sonček. Je pa tle tako. Jaz, ki sem bolj štor, ja, se čudim, da upam, da nam kje obrisal. Sicer čevlje imam take semizimske, ampak sem šel brez palc in zdaj moram jaz nekako dol prijeti. Tako da to bo še zabavno, škoda, ker nimam kakšnega GoProja, kot se vi z jih nasmejali. Kar sem pa še prej hotel povedati, ne iti v hribe brez energije. Pol vrečke sem že po hamsu. Tako da, in ja, tudi če ješ cukra dost shujšaš, zaradi tega, ker pokuraš dosti več, kakor pa ga poješ. Nisem glih opremljen za to, da bom šel naprej, ker je že kar dosti snega. Tako da grem počas dol. Tle rečemo še dokaj varno, ampak je kar snegec, tako da malo drsi, moram merkati. Sem pa vesel, da sem šel, koliko je ne, pol urce 45 minut sem rabo do gor, dol, pa rečemo, ajde, da v glih 1 ura vse skupaj, pa še malo stretchinga, pa sem za danes tak recovery aktiven dan zaključil. Evo, danes se prvič začnejo intervali, tako da za zajtrk bom takrat jedel riž in mogoče še ne 2 tosta, ker danes smo ful malo riža. Tako da evo, danes je četrtek, ne vem, 6., 7., 8. marc in prvi dan 20-minutnih intervalov, 3-krat, pa 10 minut pauza vmes. Pa da vidimo, kako šlo. Se pravi, pred intervalom, koliko vstal sem ob 1:05, zdaj pride ena stranka kolo naročiti, pa pride Simon še iz Human Performance centra, po temu moram pa še posneti, smo dobili v bistvu sample ta novih hlač, tako da boste še ta video, upam, da pride v kratkem, mogoče še preden pride vlog ven, tako da jaz že komi čakam v bistvu te hlače, naročili smo jih samo 20 kosov, mislim da, tako da tisti, ki jih hočete imeti, boste mogli pohteti in ja,
to je to, jaz se že veselim. Simonom sploh, ko bomo se pogovarjali o tem, se pravi jaz, Simon pa Petra, kako sta se lotila treningov, kaj Petra dela prav, kje bi lahko še kaj izboljšala itd. Tako da za vse rekreativce, ki hočete trenirati dober, bo definitivno zanimiv pogovor. Ko sem zaključil z zadnjim intervalom, sem srečal še fante iz Litijskega tempomata, pa smo pa z njimi lepo, sem se jim priključil na pot dol iz Trbalevga do Besence. Kaj je šlo? Rečemo, da kar dober, edino, kar se pozna, moje kile in nič, to zdaj upam, da se bo v tem mesecu da šlo kaj dol. Preden sem štartal danes, sem bil ne fizično toliko, ampak psihično čisto no, zdaj, ko sem prišel s kolesa, moram reči, da sem fizično malo bolj gotov, ampak psihično se pa kar dosti bolj počutim. Tako da je bilo kar top. Šel sem pa najprej intervale delati na, se pravi, Pečarje, pa pol proti Javorju še gor. Pa sem se spustil nazaj dol v Besenco, sem naredil do vrh Besence, je bilo direkt 20 minut. Pa sem šel pa še dol, pa pol še iz strani Litije, še gor na Besenco še en interval, pa sem se pa sam še dol spustil in je to. Une dneve, ko malo prej štartu, bom prej naredil malo več kilometrov, pa pol tudi na koncu še nekaj več, tako da bom probal delati tam okrog 80 do 90 na dan, ko imam te intervale. To pa čisto zaradi tega, da pokuram malo več. Danes mislim, da sem pokuril okrog 1600 v 2 urah, tako da kar v redu. Tako da, imam zdaj klere žutko, pa gremo. Pozabil sem še omeniti, da včeraj, ne samo, da sem bil na koncu, ko sem se odcepil od Litijskega tempomata gotov. Najprej mi je prehitel en voltovc na Gorcu, v Klancgor. Pol me je prehitel še en gospod, mislim, da specialko, sam imel neke torbe, pa kaj sem, kao vse gor. Tako da, kaput. Danes gremo v Easy, pa včeraj sem srečal še Mezgeca v Velobaru, tako da upam, da se dogovorim z njemu in da pride, rečemo, da v aprilu na podcast. Tako da, če boste imeli kakršnakoli vprašanja, lahko tudi zapišete spodaj. Je pa imel zelo dober komentar, ker sem ga vprašal, pismo tebe pa kar izstrelili iz zadnjega ovinka tam na UAE-u. Oni, ki ste gledali, veste, kjero etapo mislim. Pa je rekel, edini sem bil, ker nisem na bremze pritisnil. Voilà, zunaj lepo sonček si je, se mi sploh kaj vidi. Takole naredili. Danes razpeljava, včasih vem, da sem najbolj užival, logično, v teh furah, saj na začetku sezone. Tako da, danes to, bidončki so nafilani in cirka 45 minut, 45 kilometrov. Jutri pa spet intervali, pa upam, da je rad narediti enih 80 do 100, zdaj, ki je lep vikend pred nami. Najbrž veste, v katerem vikendu govorim, tako da nič, gremo, akcija! Video vam prišel, bo stranka že prišla po kolo, tako da vam ga lahko pokažem. Ups. Takole je. All black, se pravi gloss mat napis, oziroma ta carbon look, pa mat finish, Ultegra, tubeless gor,
mislim, da so 28, Berg, Ultegra pedala, teža 7,5 kg s powermetrom, tako da sweet. Prav tisti, ki dosti sedite, pa ste sam na kolesu, kolo glih ni najbolj za spodnji del hrbta, tako da jaz sem nekaj najdel, kar pač meni ustreza, pa si poglejte, no, gospod dosti boljš razloži, kakor jaz, logično, izgleda se s tem ukvarja, tako da to je ena stvar, ta druga stvar je pa tale aplikacija, se pravi je Yoga Down Dog, jaz jo imam zdaj že po moje, ene 5-6 let, zjutraj ene 3-krat na teden, naredim 10 minut, čist na easy, potem pa še une dneve, ki je kakšna sama razpeljava oziroma taki dnevi, ki so zdaj, ki dežuje, probam po fitnessu še pol ure joge ali pa kar v fitnessu pol ure joge narediti in je to ene 2-krat na teden in ja, meni to dosti bolj pomaga, kakor pa sem ugotovil, da za to mišico, ki imam jaz, to mislim, da tudi gospod v videu pove, se pravi spodnjem delu hrbta, ta psoas, ne vem, če sem prav rekel, ja, je raztegovanje je bil v bistvu prej minus, me je sam še bolj bolel, saj te vaje, ki sem jaz delal, tako da zdaj praktičen sam joga in ja, to je to. Evo, zdaj pa še ena stvar, ki sem ugotovil ta mesec, je, da ena izmed najbolj pomembnih stvari, se pravi je hrana, sem delal intervale, ker sem bil orang gotov in preprosto ni šlo. Tako da tisti, ki se bojite jesti, pa želite trenirati, žal boste mogli dosti pojesti pred furo, so pa tukaj predvsem ogljikovi hidrati, ja, ostalo, saj jaz ne gledam kaj preveč, ampak gledam samo to, da imam dosti ohajo. Posta pa še dve stvari, brez katerih jaz ne bi mogel, to bo tak en prodajen spet in ta prva stvar je tale skin repairček od Asosa, se namažete po furi, vsi, ki ste udrvljeni, kar še ni navajena, pač meni to ful pomaga, ne morem pač verjeti koliko. In ta prva stvar, ki porabljam, je pa tole, šamoji, spet od Asosa, se pravi se pa namaže pred vožnjo in ja, ne vem, kako bi zdržal brez tega. Evo, zdaj pa še ta druga stvar, ki vsakmu bi ful poudaril, je pa kolešček oziroma jaz mojemu rečem, sploh kaj takole umazan, moja prasička, tako da, evo, vam pokažem, koliko je tole. Upam, da se kaj vidi. Ampak ja, se pravi, ena izmed najbolj pomembnih stvari je, da se kolo res redno spuca, sploh tako, kaj zdaj zunaj, kaj dež pade, itd. Namazana veriga, spucan kolo in to je praktično to. Je pa pri temule so še koleščka zadaj, tako da je še to pač treba namazati, pač na vsakih par 100 kilometrov. V naslednjem vlogu gremo pa čez mogoče malo bolj čez hrano, kaj jem tudi med furo, kjere dodatke jemljem in tako naprej. Jaz se opravičujem, ker za mobilnost jogo nisem pač posnel, imate pa vse v opisu, tako da upam, da vam bo to dosti dobro. Če imate pa še kakšen vprašanje, a pa kakšen, ko bi rekel, kakšno nalogo zame, kakšen test, pa napište, pa se še tega lotam. Tako da do naslednjič, da vidimo, kje smo s kilom. Čau. To so na natikačih. Okay. Okay. Prvič ni ratal. Te na natikače dol. Da vidimo, če bo drugo ratal. Tudi ne. Ni ratal. Čakaj, probam z drugo nogo. To se mi zdi, da mi je težje. Ajde, boste ocenili, ratala mi. Za tele moje
kilce, mislim, da je kar v redu. Se pa vagamo čez 2 dni, bomo videli, kako bo, tako da zdaj smo 13. marec.